se pravi omotice, vrtoglavice, slaba prekrvavitev, potem tenzijski glavoboli, huda utrujenost, nespečnost, slaba naspanost. To je zdaj tako okvirno, da ne bom zdaj šel preveč v detajle, ker bistvo tega je ne zdaj predstavitev fibromialgije pa mialgičnega encefalomielitisa, ampak predvsem govoriti o krivdi in stigmi. In do tja še sploh prišel nisem. In krivda, bom zdaj govoril o situaciji, ki se mi je zdaj zgodila. Jaz imam super zdravnico. Jaz vem, da ji ni vseeno, jaz vem, da mi hoče pomagati. Ampak glih zaradi tega se mi zdi, da sem velikokrat predober. Ker jaz na neki način, jaz vem, da ona ni kriva, da mi ne znajo pomagati. Jaz vem, da ona ni kriva, da ne poznajo mehanizma te bolezni. Pač ona osebno ne. Se pa pol vprašaš po tolikem času, kaj se dogaja s sistemom, kaj se dogaja s tolikimi tisočimi, 10 tisočimi, 100 tisočimi ljudmi, tudi milijoni, ki živijo z boleznijo, ki ti uniči kakovost življenja. Ampak zdaj pridem nazaj na temo, ker ful hitro zaplavam iz teme. Kako ohranjati neko identiteto s to boleznijo? Ker načeloma je tako. Ti si bolan. Tvoj telo več ali manj 24/7 kriči po počitku, ampak ta počitek ne more biti dosežen s spanjem ali pa samim počitkom. In zato ti si pač moraš kljub vsemu temu postaviti neke cilje, okvirne, in ostati aktiven. Prvič, zaradi tega, da ostaneš aktiven, se gibaš, ker je dobro za telo. Drugič zato, da psihično ne ostaneš v svoji glavi. Ampak po drugi strani se mi pa zdi, da s tem puščaš en velik delež sebe, en globok delež sebe za sabo. In to je ta celosten Tilen, celosten jaz, ki ga pa ne morem po vsej pristnosti razodeti. Ker je ta bolezen destruktivna in ker jo ne moreš pozdraviti pri zdravnikih, tudi sem že v prejšnjih videih omenjal, da sem bil pri, po mojem zdaj v teh 6 letih, komot rečem 30 specialistih, pomeni, da ta breme obstaja na tebi, In itak so obdobja, so ful huda obdobja, pa so malo lažja obdobja, ke to mogoče malo lažje prenašaš. Imaš mogoče obdobja, ke imaš več upanja, pa obdobja, ke dejansko čutiš in vidiš in se stvari mogoče v kakšnih aspektih premikajo na bolj. Ni to zdaj nujno na zelo dolgi rok, lahko je to par mesecev na primer, ampak več ali manj padeš in ostaneš tako, kot vsi, samo da pri nas je to še malo bolj izrazito. No, in več ali manj v vseh teh družbenih okoljih, kjer ti kot neki posameznik si, živiš, bivaš, nosiš neko masko. Masko nosiš zato, da se zaščitiš. Ker ti, da ostaneš nekako do ene mere produktiven, do ene mere funkcionalen, moraš svoje telo potiskati prek teh mej. Ne smeš preveč, ker če greš preveč, potem telo kreša, se pravi, pride do totalnega preloma telesa. To pomeni, da če grem na primer namesto sprehoda malo lavfat, pomeni, da bom obležal 3-4 ure zaradi tega. In zaradi tega moram nonstop prilagajati vse aktivnosti svojemu telesu in svojim zmožnostim, ki jih imam. Po drugi strani pa se ne smem preveč prepustiti, ampak se moram stalno malo priganjati. In čez določen čas
to so ta obdobja, o katerih govorim, ti izgubiš nekako sebe. Sebe izgubljaš po koščkih. Vsakič manj te je, se mi zdi, zame osebno, ker vedno, ko se moraš porivati naprej, ko moraš iti nežno čez te svoje meje, nežno v narekovajih, v teh delih potem neki pristen del tebe ostane odzadaj. In zelo težko je to nekako regulirati v odnosih. Prvič do sebe, drugič do bližnjih, prijateljev, družine. To je zelo, zelo naporno. Ker ne moreš biti čisto iskren, ne res, razen da seveda sobolnikov. Hvala bogu, moram pohvaliti, imamo društvo, Zebra in moram tukaj izpostaviti Barbaro Gros, ki sem ji neizmerno hvaležen, da toliko naredi za nas, se toliko trudi, stalno se vpleta v neke projekte in se trudi, da nam olajša pa nam pripelje kanček, upanja pa kanček, povezanosti. Da grem nazaj na temo, ful hitro zaplavam. Nonstop moraš iti čez sebe in seveda spet ne preveč, ampak nonstop, vedno malo. In zato je ta bolezen bitka vsakodnevna. Ker ne moreš pustiti, da se zaleziš, ne moreš pa tudi pustiti, da ne moreš pa več funkcionirati na tem nivoju, kot si lahko prej. Zdaj pri meni je po covidu še veliko hujše in se je ta, funkcionalnost zmanjšala, se pravi, so se ti simptomi, pa še novi simptomi pomnožili oziroma so prišli še drugi. In nekako imam občutek, ko sem v odnosih, da včasih sploh več ne vem, kdo sem in niti kaj več hočem od sebe in niti kam več grem, zato ker cel čas sem v boju za preživetje v bistvu. In konstruktivno na dolgi rok ne morem načrtovati, ne morem delati ene večje slike. Kar je izredno težko. En del tega, da moraš pol vse odpustiti, biti razumen, prijazen, pa si reči, da ne moreš in da delaš vse, kar lahko, ne da delaš vse, kar lahko. Čez sebe hodiš vsak dan, ker je to vojna, dobesedno. To je kakor, da si v vojni s svojim telesom. In moraš ga gnati, moraš biti stalno nad svojim telesom, ker drugače te bo telo pripeljalo do, ne do nule, ampak pod nulo. In je stalna naloga, stalna odgovornost, da sam sebe reguliraš. Ne govorim samo čustveno, ampak govorim o regulaciji teh simptomov, teh mej, ke si jih moraš postavljati, ker še vedno moraš iti prek sebe. In največ, kar se mi dogaja, to je tako zelo aktualno za mene, po določenem času je bivanjska stiska. Po določenem času je pojma več nimam, kdo sem, pojma več nimam, kam grem, ker se nonstop samo ukvarjam s preživetjem in na dolgi rok ne ostane kaj dosti mene. In odnosi, spet, do katere mere biti iskren. Ker jaz sem skozi v bolečinah in skozi utrujen in skozi težko funkcioniram, ne morem funkcionirati v bistvu. Ampak iščem neke načine in skozi se nekaj krpam. Sem pa luknjast, ke švicarski sir, ampak se skozi se krpam. Skozi moram te luknje zašivati, da nekako vsaj na videz stojim skupaj. Zato, da ne izgubim v popolnosti vsaj tega navideznega funkcioniranja, ke mi daje na koncu neki korak z družbo, s svetom.
In vsaj na nekaj časa potem mislim, okej, še sem nekako v tej liniji, a ne, da vsaj funkcioniram. Druga stvar je pa stigma. Stigma je pa ta, ki tako zelo vpliva na nas, da ko smo res enkrat brutalno iskreni, na vsake toliko časa, posebej pri meni se to dogaja, ko ne zmorem več. In to se dogaja recimo tako več ali manj vsak mesec, ker je breme preveliko. In zdaj recimo bom povedal za svojo zdravnico, ke je super zdravnica in mi hoče pomagati, to, kar sem že prej govoril. Ko povem totalno vse, tako ke je, čisto res, pač odkrito, ko dam masko dol in resnično povem, kako se počutim, kaj doživljam, kaj se meni osebno dogaja, potem me lahko po pogovoru, ke ga imam z njo, in potem, ko ona opiše: kakšno breme ste dal name." Potem jaz še cel dan danes razmišljam in tuhtam in se počutim krivo. Samo zaradi tega, ker sem bil iskren, ničesar drugega. In ena glavna težava oziroma ne ena glavna, ena večjih težav je, da res ne moreš biti nikoli čisto iskren. Vedno nosiš ta breme, nikoli ga res ne moreš razodeti, prvič zaradi nerazumevanja, drugič zaradi tega, ker ni zdravila, ne pozna se mehanizma, kar pomeni, da je ta breme še večje in da se skozi nalaga. Potem so pa tudi življenje pa ta svoja obdobja, ke se stvari izboljšujejo pa slabšajo, pa padamo pa se dvigamo. Pri nas je pa pač to še toliko bolj intenzivno. In danes je bil point vsega tega videa stigma in krivda. In kako zelo težko je regulirati odnose in kako zelo težko je v bistvu sam sebe regulirati pa si postavljati neke meje. Ne, v redu je, zlomi se, povej, zjoki se, pokaži. Po drugi strani pa tole več ne pelje nikamor. Zato si šel predaleč, recimo. In vse skupaj je skozi en čustveni vihar in ke ga moraš miriti. In to je bil moj tak, zdaj spet malo daljši video, ker ful hitro zaplavim iz teme. Ampak ja, danes je pač dan ozaveščanja o mialgičnem encefalomielitisu in fibromialgiji. Za to boleznijo trpi veliko ljudi, za katere pa ne slišimo, ne izvemo, ne vidimo, ker eni so tako bolani, da si ne morejo pomagati. Eni so tako bolani, da sploh ne zapustijo hiše. In jaz sem še vedno toliko zdrav, da lahko približno nekako funkcioniram. In zato moram biti tudi hvaležen in se zavedati tega, da bi bilo lahko še hujše. Mi je pa vedno pri teh videih zelo težko govoriti o teh stvareh. Predvsem, ker razodevam brez cenzure najbolj globoke, najbolj iskrene stvari, ke jih čutim, ke jih doživljam in katere ne morem razodeti v tej družbi. Vsaj ne iskreno, vsaj ne pristno, ker je breme preveliko. In ker ni dejansko razumevanja in ker ni dejansko ne zdravila, ne nekih pristnih, realnih, fiksiranih možnosti, da si pomagaš. Več ali manj 24 ur na dan veslaš. In ke si zmatran, je zelo, zelo, zelo težko veslati. In to je bil današnji video in
Hvala za posluh.